Enka vedno označuje nekaj majhnega, en začetek in to tudi pri BMW-ju, jasno. Tale njihov malček je med nami že od leta 2004 in tole je že njihova tretja generacija. Ampak preden se ji posvetim, to ni njihov prvi majhen avtomobil. Pred njim bi bila to lahko trojka kompakt, še pred njo recimo ob koncu 60-ih let model 1600 oziroma takratna dvojka in vse te izkušnje so pripeljale do sem, do tega najbolj modernega in najbolj sodobnega avta. In kaj je najbolj pomembna novost pri novem? Vem, zdaj pričakujete raketni pogon ali nekaj podobnega, ampak ne. To je v bistvu pogon na sprednji kolesi. Ne se zdaj jeziti, ne preklinjati, se bom razložil. BMW res poznamo po zadnjem pogonu in tudi serija 1 ga je imela do tele. Ampak BMW ima še znamko Mini, zato je bilo v bistvu ceneje in bolj učinkovito uporabiti platformo, ki je dobra za obe znamki. Evo, denar je sveta vladar, zato imamo tukaj zdaj BMW-ja, ki ima zadnji pogon, samo če se peljemo rikverc. Ja, obupno je, kot spužva, brez občutka. Se ne, daleč od tega, zelo dobro se pelje. Občutek na volanu je še vedno zelo dober, fino je obtežen. Kdo bi celo rekel, da morda preveč, ampak nam pri volanu je to všeč, ker imaš potem vedno dober občutek, ko se nekoliko hitreje zapelješ. Tudi nos ni težak po občutku, malce bolj sicer sili naravnost ven, prej pa je to počel zadek, ampak to je pač davek. Je pa kar čvrst, kdor želi veliko udobja, naj ga vzame brez paketa M-Sport ali pa drug avto. Motor je kljub oznaki 18D dvolitrski dizel in ni tako tih, kot se hvalijo, je pa zelo lepo zmogljiv. 8,4 sekunde potrebuje do 100, s tem, da ima ta še 8-stopenjski menjalnik, ki je tudi zelo dober. Všeč mi je, da ima res lepo razporejen navor, ker ves čas odlično vleče, zasluga pa gre dvema turbinama. Ja, dvema, majhni in veliki. Poraba pa je med 6 in 7 litrov, kar je v bistvu tudi dobro. Bistvo nove platforme oziroma enke nasploh je seveda tule znotraj, kabina. Postala je veliko bolj uporabna, ker je prostora več in to naj bi bilo večini kupcev tudi najbolj pomembno, kot so ugotovili pri BMW-ju. Baje marsikdo ni niti vedel, kje ima dejansko pogon oziroma mu je bilo zato čisto vseeno, zato bo sedaj navdušen nad tem, da ima več prostora za odlaganje drobnarij in za sedenje. Čeprav sem jaz osebno navdušen še vedno nad tem, da se tukaj spredaj vseeno sedi malce utesnjeno. En tak dodaten plus. Občutek imaš, da si del avtomobila, to smo pri BMW-jih vedno občudovali, vse je perfektno odmerjeno. Kako velik je volan, kako daleč so stopalke, kako nizko je sedež, mimogrede, tudi ta sedež je odličen. Torej, prostor. 20 litrov večji prtljažnik se ne sliši veliko in je še vedno tako srednje prostorno, več prostora pa je tukajle. Če smo spet pri številkah, 33 mm več pri nogah in 19 mm več pri glavi. Vem, tudi to se ne sliši enormno, je pa po občutku precej bolje, sploh ker so sedaj tudi ta vrata večja in se lažje usedete sem noter. V bistvu mi je še najmanj všeč zunanjost tega avtomobila. Ne vem, preveč enoprostorsko mi deluje, premalo dinamično, čeprav ima zadaj 2 izpuha. Včasih je enka že navzven sporočala, da se res dobro pelje, ta je pa takšna, ne vem, malce porejena. Očitno z leti pride tudi to, saj tudi pri meni se je nabral kakšen gramček. Je pa zato bolj prostorna in tudi jaz lažje zdaj pojem velik zrezek, kot sem ga pa 16 let nazaj. Ja, napredek je, avto je bolj uporaben za večino voznikov, za tistih nekaj odstotkov je pa izgubil dušo. Ampak k sreči ima BMW v svojem repertoarju tudi petarde za njih, recimo takšna bo novi M2.